letih smo končno dobili Slovenci to srečo, da so nam prevedli Venelina, ne? Tamle ste pa navajal razne avtorje, ki so govorili tudi glede etimologije in vsega tega, kako so naš jezik, kako je star v tem srednjeevropskem prostoru. A kaj veste, bo mogoče kdo kdaj prevedel tudi Kolarja pa Šafarika v slovenščino, da imamo mi še malo več dokazov ali pa razmišljanj ali pa ne vem, česa enega materijala za dodatnih argumentov, no, glede na vse. Ja, poglejte, za Jana Kolarja se zanima društvo Herbardi. No, jaz sem šel na Kobis, sem pogledal, sem videl, ja, krasno, narodna knjižnica ima Kolarja, ne, pridem tja in me rečejo, žal knjige nimamo, pogrešano že ne vem koliko časa. Ne. Če bi bil to edini primer, bi jaz to verjel, ne. Ampak pogledajte, o Etruščanih se je celoten opus knjig zgubil. To pripisujejo Boru. Zdaj pa vam povem, ko je Bor umrl, ni umrl tam nek starček nepoznan. In če je imel knjige, tiste knjige niso šle kar nekam. Knjige so skrili, dobesedno skrili. Na srečo imam jaz kopijo te knjige, ker jo je moj kolega naročil iz Prage in je skopiral. Če boste pogledali na Kobisu zopet za Šafaržika, ta pa je nota, starožitnosti so, ampak Šafaržik je Slovak, pisal je v češčini, knjiga je pa v poljščini. Kdo pa zna poljščino od nas? Kumi kašen. Vete, zopet gre za skrivanje. Recimo, a boste Italijana tegale Alineja našli v naši znanstveni literaturi? Ja, tukaj jo boste našli, pa pri naših zbornikih, druge pa ne. Zato, ker nedvoumno ugotavlja, da so Slovenci prav prebivalci v Srednji Evropi in na sedanjih ozemljih. To so znana dejstva, ne? Se pravi, ko enkrat človek nekaj vidi, ne, pa se to ponovi drugič, tretjič, četrtič, pa se vidi, da gre tu za sistematično prikrivanje. Jaz bi vas tako osebno vprašal, ali je vaše mnenje, da je ta izvor slovanstva je bil v tej neki sredozemski regiji, Venecki, in je potem šel na vzhod, ali kakšno je vaše mnenje? Te teorije so zelo različne, vendar novejše teorije pač predvidevajo nekje začetek teh prastarih kultur. Moramo reči kar skladno s Svetim pismom. Irak z širšim območjem, Perzije, Egipt, Mala Azija, to je žarišče, kjer ne bi bile te stare kulture. Če hočemo še naprej jeti, ne bi bilo to savanski predeli Afrike, to je pa že 2 milijone let nazaj. In od tam bi se Slovani konkretno širili kot poljedelsko ljudstvo, najprej po Sredozemlju, bolj gre te za vzhodni del, čeprav recimo Baski imajo prav značilnosti jezikovne slovanske. Ob otoplitvi pa so lepo zlagoma prihajali gor in se pravi, srednjeevropske poljedelske kulture so slovanske in to tiste kulture, ki so prednjačile pred egiptovskimi kulturami. To je leto 5000 pred Kristusom, 7000 pred Silanesem. Mogoče bi še nekaj dodal. Pri tem vprašanju, od kje izvirajo in kakvam so se selili, še obstajajo precejšnja nasprotja. Recimo, če gledamo antropološke izračune in pa genetsko raznolikost, potem se kaže, da je izvor v Indiji. Če pa gledamo nekatere druge podatke, pa se kaže, da je izvor lahko tudi v Sredozemlju. Skratka, ta pas od Sredozemlja do Indije je verjeten, kje je bilo kaj prej, je še nejasno. Jasno pa je, da so se Indoarijci in pa Slovani ločili pred približno 8000 leti. Da so še bili skupaj, ko so
izumili živinorejo, da pa niso bili več skupaj, ko so razvili poljedelstvo. Ker živinorejske besedišče je podobno še slovansko in pa indijsko, zlasti vedski sanskrt iz 1000 pred Kristusom ali še več, ima največ podobnosti s slovenščino. To se pravi, kaže se, da je bilo nekje 6000 pred Kristusom približno zelo precej stoletij gor dol, da je bil to prelom, ko so se Indijci in Slovani ločili. Kje so bili prej, kam so se selili, v katero smer, to pa zdaj še ni jasno. Argumenti obstajajo za eno in za drugo. Tako kot zdaj zadnje čase genetiki ugotavljajo, da so nam pravzaprav orangutani, azijske opice bližje kot pa šimpanzi, za katere smo do zdaj mislili, da so nam najbližji. Bo treba še počakati, to gre, znanost gre, ne gre takole, pa gre. Seveda. Ne, za Homo sapiens genetiki pravijo, da je se pojavil ali ločil od ostalih hominidov pred 200 000 leti približno. Pred 20 leti so govorili o 130 000 letih, zdaj se govori že o 200 000 letih. Tako da vse stvari, vsi nastanki se sistematično selijo v starejše čase. Tako da teza, da sta bili prvi dve egipčanski dinastiji slovanski, postaja vedno bolj verjetna, kljub temu, da pravih dokazov žal še nisem videl, ampak mogoče pa je kje obstajajo. Jaz bi tule imel eno malo pripombo, namreč ločitev Indijcev in Evropejcev, indoevropejskih, je vezana na spremembo, na uveljavitev pojedelstva. Ampak, ko je imel tale, tam doktor, ta arheologski seminar, Profesor Budja je pa imel eno predavanje, oziroma so imeli vabljeni profesor eno predavanje, kjer je razlagal o tem, kako je nastalo poljedelstvo v Izraelu in da so potem delali preiskave tudi v Mali Aziji, so ugotovili podobne čase in podobne rastline, to se pravi gre za žita. In te letnice so bile veliko starejše od 8. a 7. tisočletja. Zapravi, tudi tle bo verjetno treba še precej premakniti nazaj in kakor vem, je šlo za 30 000 let. Skratka, še en kup stvari je neznanih, ampak glede jezika smo pa dost na tekoče. Kar še? Jaz bi še tole rada vprašala. Samo moment, če lemo še, pa biješ na dosta. Za to hrvaško državo, kar pravijo, da Hrvati jih je v bistvu Vatikan, papež v Vino drugi ali kjer naselil, nekje iz Armenije ne bi pa šli. Zdaj, a so to že, so bi prej tle Slovenci, ali niso bili? To smo danes že povedali, Slovenci so bili tukaj praktično v vsem predelu Balkana. Zdaj, pogojno Slovenci seveda govorimo. Hrvatje so se naselili od leta 626 pa naprej, parih letih. Ja, tam so že Srbi tudi prišli. Skratka, ta naselitev je znana, ker gre za bizantijskega cesarja in torej nekatere dele je napisal sam, nekatere pa so napisal sodelavci in je to zelo zanesljiv vir. Vse ostalo, kar pa govorijo Hrvatje, konkretno Hrvatje, je pa megla podobna veliko nemški megli. Zelo enostavno povedano. Zadaj se javlja eno. Izvoli.
Ničkaj plesneje. Ja, lahko. Ker smo že omenili to meglo, ki so tukaj, je že Otto Kornsteiner, ki je bil leta 2004 tukaj. Poznate njegove izjave in njegove razlage, zaradi katerih je imel potem težave in še nedavno na velike v Avstriji, ker je govoril, da tudi sama besedica Österreich prihaja iz Ostrovica, visoko gorje. Iz tega izhaja Österreich. On je v dokumentu iz 10. stoletja to našel. Pa grem dalje. Zadnji poskus, ko so tukaj bili Slovenci, kakorkoli bi že to imenovalo etnijo, v kateri so bili, je pač v zvezi z celjskimi grofi. Lansko leto je bila mednarodna konferenca, ne vem, če ste izsledili, Žički Kartuzi. Mednarodna konferenca, kakšno vlogo je Žiča odigrala, da ni Evropa razpadla enako, kakor v času na Apu. In to je bila mednarodna konferenca, so bili Švice, Francije, Nemčije, Avstrije, jaz sem se obeležil s svojim profesorjem Dejanom Kolevom. In moram reči, da je tukaj deloval prior Žički, je deloval tukaj med letom 1380 do 1415 do koncila v Konstanci s tako močjo, da so se umirili, to so bili razni trije papeži, stoletna vojna med Francijo, Anglijo, potem vse te razprtije v celotni Evropi, ko je razpadalo, vse strukture razpadale. Žiča je odigrala tukaj, to je bil prvi samostan kartuzijanski iz Francije, izjemno vlogo, nekakšen Brisel je bil, ki je združeval in seveda začelo se v severni Italiji pod Katarino Siensko, potem se je pa pod tem priorjom Štefanom Žičkim nadaljevalo do leta 1420. Tukaj se je potem Evropa umirila, so se združili in seveda kolateralna škoda na konciliju v Konstanci bil javni pust. Vendar so dosegli en konsens, kako naprej. Če ne bi bilo tega konsenza, ne bi imeli ne renesanse, ne hegemonizma v Evropi. Žiče so bili nekakšen Brisel. Dokazi so mednarodna konferenca, študije iz cele Evrope, sem prišli. Naši viri o tem niso nič govorili. Ja. To je običajno, ne? Ja. No, in to je bilo zlom, da so te vezi celjski tukaj in znova so hoteli v ta prostor, kako je bilo že stoletja prej. In znova to ga pokrili. Sveda, kako so bili za enim določenim izdajstvom onemogočeni, je pa že druga zgodba. Hvala lepa. No, zanimivo je, kako rečejo Slovani Avstriji. To poznate verjetno. Rakusko. To je Koroško. To je premet. Rakuska, Koroška. Vete, to so vse znane zadeve, ampak teh zadev je preveliko. Še kdo se javil? Ja, izvolite.